Lepo pozdravljeni. Septembra bodo v Brežicah v bližini avtobusne postaje začeli z gradnjo 92 novih stanovanj. Dela bodo potekala 15 mesecev, vrednost investicije pa je 13 milijonov evrov. Tako sta brežiški župan in direktor družbe Nik Investicije položila temeljni kamen za gradnjo novih stanovanj. Vsa stanovanja bodo ogrevana za toplotno črpalko. Ravno tako v vseh stanovanjih bo izvedeno talno ogrevanje. Vse bomo prezračevali z lokalno rekuperacijo. Tudi bo narejena priprava za hlajenje. Z gradnjo novega objekta bodo začeli v septembru, po terminskem načrtu pa bi trajala do konca leta 2023. Naši projektanti so Sava Projekt, gradbinec podjetje Saramati. Za prodajo bo pa skrbela agencija Realia. Vrednost investicije so ocenili na 13 milijonov evrov, po Simoničevih besedah jo bodo izpeljali z lastnimi sredstvi in s pomočjo bank. Avansi bo potrebni 10%. Vrednosti? Vrednosti, ja. Koliko pa bo kvadratni meter? Poprečno 2200 plus DDV. Po besedah brežiškega župana Ivana Molana se v občini kažejo potrebe po dodatnih stanovanjih. Tu je bilo sprejeto že leta 2008, praktično podroben prostorski načrt. Takrat je bilo podjetje Begrad, ki pa potem seveda zaradi gospodarske krize ni šlo v realizacijo. Danes me pa veseli, da je podjetje Nix se odločilo, da bo odkupila to parcelo in začela graditi. Naj pa povem, da občina Brežice sprejema še en dodatni prostorski podroben načrt in pa eden je že sprejet, kar pomeni seveda, da bi v naslednjih letih lahko se v naši občini zgradilo nekje okoli 300 stanovanj. Kot dodaja Molan, v prihodnjih letih namerava tudi občina Brežice povečati fond svojih stanovanj. Po lanski dragi ogrevalni sezoni bo letos sledila še dražja, ne glede na to, kateri energent uporabljate za ogrevanje. Da bi omilila energetsko draginjo, se politika v zadnjem času posveča blažitvi cen električne energije in zemeljskega plina. Avgusta smo preverjali, kaj to pomeni za stanovalce v večstanovanjskih stavbah, ki so tako, kar zadeva vira energenta kot njegove dobave, odvisni od upravnikov. Rudar Senovo je upravnik več skupnih kotlovnic na območju mestne občine Krško. Pogodba o dobavi zemeljskega plina se jim je iztekla s 30. junijem. Kljub večkratnim pozivom jim nove dlje časa ni uspelo pridobiti, bili so tik pred tem, da jih izklopijo iz plinskega omrežja. 2 dni pred iztekom roka pa so vendarle uspeli priti do ponudbe. Gre za ponudbo, ki vključuje gospodinjski odjem za vse skupne kotlovnice. Na tak način imamo zdaj za naslednje 2 leti zagotovljen odjem zemeljskega plina po gospodinjskih cenah. Nekaj več negotovosti je v brežiški občini, saj v tamkajšnjem Dom Timu nove pogodbe še niso podpisali, a zatrjujejo, da oskrba kljub temu poteka nemoteno. Smo pa v tem času sklenili aneks k pogodbi za dobavo zemeljskega plina za 3-mesečno obdobje z dobaviteljem, katerega veljavnost pogodba do 30.6. To smo pogodbo podaljšali do 30.9. Zato, ker imamo v določenih stavbah, med drugim tudi to stavbo, pri katero smo, imamo tudi pripravo sanitarne vode. Gospodinjske cene se sicer gibljajo skladno s ceniki ponudnikov. Naša trenutna konkretna cena je 41 evrov, ki se bo z 1. septembrom, vse tako so napovedane, dvignila na omejeno, se pravi na ceno, ki je omejena strani države in bo taka po vsej verjetnosti do konca kurilne sezone. Ta zamejena cena vlade Republike Slovenije je sicer dobrodošla na te razmere, kakršne so. Konec koncev moramo razumeti, da je danes zamejena cena 73 evrov za gospodinjstva megavatna ura, da je trenutno na borzi, na trgu se giblje okoli 300 evrov in da lanska cena po lanskem razpisu 31. V Brežicah imajo za prihajajočo kurilno sezono zato za vsak primer pripravljen rezervni scenarij. Aktivirali smo vse kotlovnice, po večini vse večje imamo možnost tudi kurjenja na kurilno olje. V 14 dnevih lahko pride tudi do tega, da bo kurilno olje postalo ugodnejši energent od zemeljskega plina. Letos so se sicer podražili vsi energenti. Najprej električna energija, potem zemeljski plin, kurilno olje in tudi drva in peleti. Posledica je to seveda prekinjene določene dobavne oziroma transportne poti, mogoče tudi posledica neznanih okoliščin, kaj se bo dogajalo na rusko-ukrajinski meji. Tako da vse to potem nekako daje strah ljudeh, da potem mogoče kupujejo preveč na zalogo ali pa potem seveda vplivajo na samo ceno.
Kakšne cene lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih, je zaenkrat težko napovedovati, a kot ocenjujejo na Fakulteti za energetiko, bodo te letos še rasle. Kratkoročne napovedi kažejo, da še bodo cene rasle, predvsem seveda zdaj v tem zimskih mesecih. Nekoliko stabiliziranje cen lahko pričakujemo potem mogoče v drugi polovici naslednjega leta. Sredi julija so končali z obnovo ceste med Velikim Podlogom in naseljem Jevše v mestni občini Krško. Konec avgusta pa so jo tudi uradno odprli in predali namenu. Takole so se po obnovljeni cesti s kolesi zapeljali najmlajši in jo tako tudi uradno odprli. Kot je izpostavila predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti, je odsek med Velikim Podlogom in Jevšami zdaj predvsem varna pot za vse udeležence v prometu. Šoferje, kot tudi pešce, kolesarje in ne nazadnje rolkarje ali pa še kaj drugega. Tako da smo veseli, da se je ta projekt končal in se že veselimo naslednjih projektov. Sam projekt, o katerem danes govorimo, je vreden nekje okrog slabih 200 tisoč evrov. Kar v celotni strukturi projektov v tej krajevni skupnosti ni ravno veliko, je pa pridobitev precej pomembna za same krajane, kajti na ta način rešujemo tudi varno pot za šolarje in vse ostalo, kar to s sabo prinaša. Skratka, lepši, varnejši in ugodnejši promet skozi vas. Krški župan je ob tem dodal, da so v krajevni skupnosti Veliki Podlog v zadnjem obdobju posvetili veliko časa in denarja za ureditev komunalne infrastrukture ter ob tem napovedal naložbe, ki so še v načrtu. Seveda nas čaka še kar precej teh zadev in sicer proti severu v smeri Držeče vasi in proti jugu v smeri Mraševega. Skratka, ko bodo narejene še te naloge, potem bo nekako krajevna skupnost v celoti urejena. Do sedaj smo za te projekte porabili že krepko preko 10 milijonov evrov. Seveda, če štejem zraven še osnovno šolo, pa tega denarja še nekaj več. Do sedaj so za omenjene infrastrukturne projekte v krajevni skupnosti Veliki Podlog porabili že dobrih 10 milijonov evrov, še dodaja krški župan. Fakulteta za energetiko je v sodelovanju z Gen Energijo ob koncu počitnic že 5. leto zapored pripravila poletni tabor energetike. 7 udeležencev se je lotilo izziva načrtovanja, modeliranja, izdelave in programiranja modela sončnega sledilnika. Svoje izdelke z enotedenskega tabora so predstavili na zaključni prireditvi. To je model sončnega sledilnika, ki so ga izdelali mladi udeleženci letošnjega poletnega tabora energetike in jih ponosno predstavili zbranim na zaključni prireditvi. Če pogledamo tle z lučko, potem sledi luči in dobi maksimalno, kar se da sončne energije. Ja. Naloga tega sledilnika je, da lovi maksimalno sončno svetlobo, da je skozi sonce prav pod kotom 90 stopinj obrnjeno na to ploščo, da prejemamo maksimalno količino sončne svetlobe. Poletni tabor energetike, ki je izrazito praktično naravnan, je trajal en teden. V začetku tedna smo začeli z modeliranjem in tem 3D tiskanjem, da smo prvo vse skupaj sestavili. Potem pa naslednje dni smo se lotili spajkanja in povezovanja teh kablov, tu so s tem mikročipi in vsemi temi senzorji, ko so na tem. Naslednjih dneh smo to vse že sprogramirali, da smo prišli zdaj do končnega izdelka, da dela tako, kot treba. Zdaj, zakaj smo se ravno za to odločili, bom rekel, ker je od vseh teh let, poleg recimo v drugem letu tistega električnega avtomobila, bila nekako najbolj zanimiva, ker jo lahko v bistvu od začetka do konca sami zmodelirajo in tudi sestavijo. V prejšnjih letih smo tudi določene modele kupili in na nek način dogradili, ta pa je popolnoma od samega začetka pa do konca bil, bom rekel, plod njihovega dela in pa njihove ustvarjalnosti. Sicer pa je namen tabora mlade navdušence za tehniko in naravoslovje pritegniti k ustvarjalnemu delu in razvoju v svetu novih tehnologij. Udeležba dijakom med drugim pomaga pri samem izobraževanju in tudi odločitvi za naprej. Jaz sem se odločil, da sem odrežil tega tabora predvsem zaradi vidika tega, ker letos imam maturo. In bom tudi to izdelek uporabil kot za izdelek za maturo. Veliko sem novega odkrila in tako. Nisem imela še veliko izkušenj iz programiranja, modeliranja in sem zdaj nekako dobila prve izkušnje. Ta tabor je nastal kot ideja ene nagrade, če lahko tako temu rečem, da nagradimo tiste najbolj zagnane dijake, ki hočejo nekaj več, hkrati da pokažemo našo odgovornost, v bistvu, da ustvarimo kader, lokalno kvaliteten, v bistvu znani, pustimo te sledi tukaj in mora biti, da se nenazadnje dijaki odločajo za študij energetike ali naravoslovja, strojništva, fizike, kakorkoli,
kar lahko prispeva v bistvu še boljšem delovanju energetskih objektov. Ja, Fakulteta za energetiko skupaj s partnerjem Gen Energijo dejansko že 5. leto zapored organizira poletni tabor energetike. V tem času smo dejansko pripravili različne tematike od obnovljivih virov do tudi jedrske energetike, robotike, avtomatike, tako da nekako dijake skušamo s tem seznaniti s dejansko področjem energetike. Kot še poudarjajo organizatorji, se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov in so vsako leto znova navdušeni tako nad njihovim znanjem kot delovno vnemo. V Sevnici so od 1. do 8. avgusta gostili svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem, na katerem so nastopili mladi ribiči v 35 ekipah iz 16 držav. Obiskali smo jih na tekmovališču. One of my favorite fishing place. It's very nice. And yes. And Sava is also very good. Mi na temu svetovnemu prvenstvu gostimo 35 petčlanskih ekip tekmovalnih iz 16 držav. Običajno je ena ekipa nekje 8 ljudi. Pri nas imamo letos, moram kar s ponosom reči to srečo, da imamo med najmlajšo kategorijo 2 dekleti tekmovalki. To se pravi, da so v svoji kategoriji prišle med prvih 5. Mi smo ravno včeraj, ko se je začel trening, smo 3 ure imeli najprej vsi, kot cela terasa, tudi tujci, 3 ure, tako kot je tekma. Potem smo pa mi še dodatno popoldne trenirali. Mladi imajo zelo malo izkušenj iz tega, ker ne tekmujejo v teh ligah, ker to manjka v Sloveniji, res manjka ker bi mogli imeti ligo, da bi imeli več tekem, da bi se navadili na vse te sisteme loviti. Bolognese je sploh problematičen, sploh za te U15, ker so zelo velike palce. To je palca od 6, pa lahko tudi 9 metrov. Pač večja je globina, večja je bolj, da je palca. Mladi še ne vemo točno, kaj bi bilo najbolj prav, ker še nimamo izkušenj, kaj bi dal noter, tako da so trenerji izbrali hrano. Mi, ki smo pač domačini, vemo, kaj uporabljamo na tej vodi in bomo približno pripravili. Dočim vse ekipe, vse reprezentance, ki so tu trenutno, imajo različne vabe, različne hrane in tukaj je recimo, da pridejo na te tekmo zdaj, pripeljejo kamion, se pravi tono hrane. Najbolj važne so vabe, kak vabe spraviš noter, koliko vab, kdaj vabe not spraviš, kak hrano pripraviš, da je hrana prav zmočena, da je na pravo mesto dana v pravem času. To je naravna hrana ribi, to živi v vodi. To riba največ je, to so manjši, pol večjih nimam, zdaj tu imamo spodaj, tisti so za natrnek. Najprej naredimo krogle, potem jih zmečemo na neko krmišče, ki ga prej določimo, zmerimo globino. Potem se pa začne loviti. Otvorimo mamce, sve spremimo, dajemo pri ruci, da budemo brži, da više ribe ulovimo. Na treningih poskušajo loviti vse. Običajno dajo, da eden lovi malo ribo, eden veliko ribo, temu primerno pol krmijo. Glavna riba je nos, bonus riba je mrena od pol kile do 2 kili, kaki som celo prime, čeprav to se noben ne lovi soma, ker je to ropar. Kaka okica, platnička, moče bomo celo mogli zelenko verjetno loviti, zadnji 2 uri ali pa zadnjo uro, tako da se bomo mogli fantje fejs pripraviti. Visoke poletne temperature so kar vabile k osvežitvi. Sevniški bazen je ponujal ohladitev in pravo počitniško vzdušje obiskovalcem od blizu in daleč. Tako je bil videti sevniški bazen na vroč avgustovski dan. Dopoldne še ni gneče, zato je toliko bolj prijetno, nam pove Ela, ki sicer prihaja iz Poljske, v Sevnici pa preživlja poletne počitnice. V bistvu danes sem prvič tukaj, tako da zaenkrat mi je ful všeč. Mislim, ful prijetna voda, zelo je čisto tukaj, tako da ja, bi rekla, mi je ful všeč tukaj. V Sevnici počitnikuje tudi Jure iz Ljubljane, ki je bazen obiskal v družbi brata in prijatelja. Ja, fajn. Skačemo v vodo. Jure pa Gabar sta brata, jaz sem pa prišel z njima samo za en dan oziroma 2 dni, ker je Gabar moj najboljši prijatelj. Všeč mi je najbolj bazen. Pa tako. Redni obiskovalci pa so predvsem domačini, ki bazen med drugim izkoristijo za rekreacijo. Na sevniški bazen prihajam vsak dan. Potrudim se, da to nekako komponiram svojo
poletno rutino dnevno. Naš sogovornik ima sezonsko vstopnico. Kot opažajo organizatorji, se povpraševanje po teh vsako leto nekoliko poveča. Mogoče je tudi to dobrodošlo, da imamo prenosne karte, predvsem za društva, da lahko na eno karto več članov obiskuje bazen, vendar ne vzporedno. Za varnost in red na bazenu skrbijo reševalci iz vode, ki pravijo, da delo ni naporno, dokler se ne naredi kaj hujšega. Letošnja sezona je zaenkrat dokaj prijazna. V tej sezoni smo imeli en kolaps, drugače pa nič tazga. Piki os, odrgnine, kakšne praske, to je to. Ja, to sezono moramo res potrkati, ne. Je v redu, ja. Nič kaj posebnega. Upam, da tako ostane, no. V letošnjem letu se sicer na bazenu Sevnica lahko pohvalijo z dobrim obiskom, predvsem zaradi številnih sončnih dni in visokih temperatur. Ko so vroči dnevi, izredno vroči, tudi podaljšamo za 1 uro odprtja bazena in v bistvu se ljudje potem tudi malo dalj časa zadržijo. Ne bom rekla, da je povečan obisk, ampak naredimo pa neko ugodnost za obiskovalce in s tem zadovoljstvo in jih dobiš tudi naslednje leto na to našo ploščad v bazenu. Nadaljujemo v Valvazorjevi knjižnici Krško, kjer smo avgusta preverjali, po kakšnih knjigah povprašujejo bralci v času poletnih počitnic. Poleti beremo bolj lahkotno branje, sprašujejo bolj po teh ljubezenskih, rečemo temu plažnih romanih mi, nezahtevnem branju, pa nekaj tudi po kriminalkah, biografijah. Nekateri si pa vzamejo čas potem za knjige, ki jih niso uspeli prebrati med letom in jih vzamejo na dopust, pa potem preberejo. Kolikor imam časa, ne? Če se le da, no, da je recimo v tem času dopusta malo več. Ko je pa delo doma, pa pridejo bolj na stranski tir. Zelo fajn je to, ker se več bere slovenskih avtorjev, sploh teh popularnih, kot so Mojca Širok, Bronja Žakelj je bil en tak fenomen. To me je ravno prav prijateljica prosila, no, ker ima zdaj malo več časa in gre na morje. Meni je to še vedno ena najljubših knjig, knjiga o bambusu. Pa sem izbrala še Otroci z vlaka, ena luštna knjiga. In pa sploh teh modernih klasikov, ki jih imajo nekateri za malo težje čtivo, pa ni nujno, da je tako, ne, ker tudi če je tehtnejše čtivo, to ne pomeni, da je težko berljivo, ne, ni samo trivialno, no, to ni, ne. Bukla je eno zelo veliko vodilo, no, to že zelo dobro poznajo. Meni je žal, da manj poznajo slovenski portal slovenskih knjižničarjev dobreknjige.si. Nekateri se obračajo po gradivu, ki je bilo pravkar vrnejo, pa temu zaupajo. Za vse tiste, ki pa želijo nekaj lahkotnega, pa vendarle, da bo zgodba tekla in tako naprej, smo jim tako nekako tudi razstavili po policah, tako da imamo takoj zavzet, lahko tudi sami pobrskajo. Še vedno je v teku projekt Posavci beremo skupaj, nekateri tudi z tega področja posegajo. Meni osebno je najlepše takrat, kadar bralec stopi med police, pa ga knjiga sama pokliče. Poleti nekako več časa, pa se lažje bere. Med šolo je pa toliko veliko dela, da v bistvu ne utegneš skoraj. Ja, poletno branje je morda malenkost drugačno kot branje čez leto, kajti čez leto imajo otroci zelo veliko šolskih obveznosti in se prav ta namen poslužujejo predvsem obveznega branja. Zdaj poleti pa posegajo po lahkotnejšem branju. Za njih smo pripravili tudi manjšo razstavico tematskih knjig poletnega branja, slikanic in tudi potem za večje otroke, za mladino. Predvsem pa zdaj poleti ponujamo knjige iz naših polic, ki imamo en projekt pripravljen, Kdor bere je car. Tam so pa take lahkotnejše, zabavne knjige, ampak tudi s poročilom in zelo kvalitetne knjige. Vsak teden čez poletje pripravljamo knjižničarke pravljice pod drevesi. In projekt se je zelo dobro prijel, veliko bralcev prihaja, poslušalcev, tako da smo nadaljujemo s tem tudi sedaj poleti. Vsak teden pripoveduje druga knjižničarka in pripravimo pravljico, 2 in otroci jim z veseljem prisluhnejo. Potem pa gremo še v knjižnico, kaj poustvarimo ali se poigramo, skratka luštno je.
V Brežicah je konec avgusta potekal 6. mednarodni otroški pevski festival. 2 polfinalnima večeroma je sledil osrednji dogodek, na katerem je nastopilo 25 finalistov od skupno prijavljenih 154 pevcev. Na finalnem večeru se je predstavilo 25 pevcev in kar nekaj je takšnih, ki se Brežiškega festivala redno udeležujejo. Ovo mi je 3. godina. I imala sam već 2 godine jako lijepo iskustvo i jednostavno sam rekla zašto ne i ove godine. Isto tako i sa mnom, ovo mi je 3. put i meni je ovdje prelijepo svake godine. Obožavam pjevati na velikoj pozornici kao što je i ovdje i meni je sve odlično ovdje. Tisti, ki so se na festivalu predstavili prvič, pa so v tem prepoznali predvsem novo izkušnjo in tudi odskočno desko. V bistvu mi je prvič povedala moja učiteljica za petje, Saša, in je rekla, da je probaj, pa smo rekla, ok, nova izkušnja. Ful se veselim, ful sem navdušena, malo sem živčna, ampak vsaj to se mi tak zmeri. Ker sem hotela nekaj novega probati in me veseli me, da pojem in sem se hotela prijaviti, ker se bo to zapisalo v moje dosežke. Tik pred samim začetkom festivala smo pokukali v zaodrje, kjer so potekale še zadnje priprave. Tukaj sem, da jih polepšam, tiste, ki še to potrebujejo, sicer pa se tudi sami že olepšajo, mamice jim pomagajo, tisti, ki pa rabijo še kaj več dodatka ali pa tako pa pridejo k meni. To je bil nastop Eve Mozetič, ki nam je zaupala razloge za izbor Litkine pesmi. Če pogledaš tako bolj površno, se zdi tako malo bolj žalostna tako. Ampak če pa pogledaš bolj noter, pa je taka bolj vesela. Tudi letošnji mednarodni otroški pevski festival Brežice je opozoril nase z odličnim naborom nastopajočih. Festivala, ki sicer poteka v 3 starostnih kategorijah v razponu od 6 do 17 let, so se udeležili pevci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije in Ukrajine. Nas veseli, da se pevci iz različnih držav, se mi zdi, da se vsako leto bolj širi ta naša veja, postajamo mednarodni v pravem pomenu besede, ker gre reklama sama od ust do ust in organizatori drugih festivalov nas kontaktirajo, bi radi sodelovali. Manje više kod nas dolaze djeca koja su već stvarno talentirana već na neki način, pogotovo starija kategorija od 14 do 17 godina, već to nekakvi izučeni pjevači koji su svojim mentorima dolaze pripremljeni i to su već djeca koji su na neki način već i svoje, ajmo reći, nekakve svojevrsne zvijezde, nastupaju po tim televizijskim talent showovima i stvarno je tu konkurencija jako je velika. S finalnim večerom so organizatorji sklenili še en uspešen festival, v mislih pa so že pri pripravi naslednjega. Spoštovani gledalci, to je bil avgustovski pregled dogajanja v Posavju. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.